Podmorsko gladino so jedrske podmornice, ki jih skoraj nihče ne more videti. Tiho se premikajo, medtem ko nosijo nekaj najmočnejšega orožja, kar jih je človek kdaj ustvaril. Še bolj presenetljivo pa je, da lahko ostanejo pod morsko gladino več mesecev, ne da bi sploh prišli na površje. Medtem ko se večina podmornic mora vrniti na površje po zrak ali gorivo, so jedrske podmornice drugačne. Ker lahko ostane pod vodo zelo dolgo, saj sama proizvaja svoj lasten zrak. Ima sistem, ki uporablja morsko vodo za proizvodnjo kisika. Ta proces se imenuje elektroliza. Preprosto povedano, elektrika loči vodo. Da pridobijo kisik, ki ga posadka diha. Kisik uporabljajo ljudje v notranjosti za dihanje. Medtem pa se vodik, ki nastane v procesu, izpusti iz podmornice, ker se zlahka vname, če se nabere. Celoten ta sistem poganja jedrski reaktor podmornice. Zaradi tega pomanjkanje elektrike ni problem. In še naprej proizvajajo zrak, ne glede na to, ali je dan ali noč. Toda kisik ni edini problem v podmornici. Ko človek diha, izdihuje ogljikov dioksid ali CO2. Če se ta v zaprtem prostoru preveč nabere, lahko postane nevarno. Zato so v podmornici posebni filtri in kemični sistemi, ki absorbirajo CO2, da zrak ostane varen. Tudi dim od kuhanja, vonj kemikalij in druge nečistoče v zraku čistijo filtrirni sistemi. S preprostimi besedami, skoraj vse, kar človek potrebuje za preživetje, se proizvaja kar znotraj podmornice. Zrak tukaj je umetno ustvarjen. Voda pa prihaja iz procesa razsoljevanja, kjer morsko vodo spremenijo v pitno vodo. Celoten prostor pa poganja jedrska energija. Toda pa je vprašanje, kdaj sploh lahko podmornica pride na površje morja. Po poročilih ameriške mornarice in drugih vojaških virov je edini glavni razlog, da se podmornica vrača na površje, ta, da posadki zmanjkuje hrane. To pomeni, da če je hrane dovolj, lahko ostanejo pod vodo zelo dolgo časa. In tukaj postane pogovor še bolj strašljiv, saj je pravo srce jedrske podmornice njen reaktor. V notranjosti je namreč kompakten jedrski reaktor, ki je skoraj tako velik kot majhna soba. Toda kljub svoji majhnosti lahko proizvede ogromno energije. Po vojaških in jedrskih inženirskih poročilih sodobne jedrske podmornice, kot je ameriški razred Virginia, uporabljajo reaktor, ki lahko deluje več kot 20 do 30 let brez ponovnega polnjenja goriva. To pomeni, da v celotni življenjski dobi podmornice morda ne bo treba nikoli zamenjati njenega jedrskega goriva. To je zelo drugače v primerjavi z navadnimi ladjami, ki vedno potrebujejo gorivo. Ta reaktor proizvaja toploto. Nato se ta toplota uporablja za ustvarjanje pare oziroma zelo vroče pare, ki poganja turbine podmornice. Turbine pa nato poganjajo celotno ladjo in zagotavljajo elektriko vsem sistemom. Ker deluje na jedrski pogon, mu ni treba zajemati zraka s površja, kot ga morajo dizelske podmornice. Dizelske podmornice morajo namreč včasih priplavati na površje, da zaženejo motor in napolnijo baterijo. Ko pa so na površju, jih sovražnik lažje opazi. Jedrska podmornica pa lahko ostane skrita pod vodo zelo dolgo časa, tiho, težko jo je najti in je skoraj nevidna. Še bolj presenetljiva pa je moč jedrskega goriva. Ampak zakaj? Po študijah o jedrski energiji ima majhna količina obogatenega urana energijo, ki je enaka ogromni količini navadnega goriva, kot sta premog ali nafta. Zato je tudi majhno jedro reaktorja v podmornici dovolj, da poganja celotno ladjo več let. Vendar pa najbolj nevaren del jedrskih podmornic ni le to, kako dolgo lahko ostanejo pod vodo, temveč tudi orožje, ki ga nosijo. Nekatere podmornice, še posebej podmornice z balističnimi raketami, nosijo jedrske rakete, ki lahko zadenejo cilj z izjemno velike razdalje. Na primer, po podatkih ameriške mornarice in obrambnih poročil imajo ameriške podmornice razreda Ohio sposobnost nositi rakete Trident z jedrskimi konicami. Vsaka bojna glava ima moč, ki je večkrat večja od atomske bombe, uporabljene med drugo svetovno vojno v Hirošimi. Preprosto povedano, ena podmornica lahko nosi dovolj jedrskega orožja, da povzroči izjemno uničenje v številnih mestih. In še bolj strašljivo je to, da medtem ko večina ljudi živi svoje običajno vsakdanje življenje na površju sveta,
Jedrske podmornice tiho patruljirajo globoko pod oceanom. Ne vidimo jih, ne vemo, kje so, a so ves čas tam. Tiho stražijo pod morjem, medtem ko nosijo nekatera najnevarnejša orožja na svetu. Ampak počakaj, preden nadaljujemo, bi te prosil za en všeček in če lahko se tudi naroči na kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Hvala. In zdaj vrnimo se nazaj. Pravzaprav niso samo Združene države Amerike tiste, ki imajo takšno podmornico. Za tiste, ki ne vedo, v svetu jedrskega orožja obstaja en razlog, zakaj se velike države bojijo začeti vojno. Ker vedo, da če napadejo, jih bo takoj doletel povračilni napad. Zato so jedrska orožja pomembna. Če na primer Kitajska napade svojo kopensko bazo, lahko Amerika uniči njihova mesta s podmornicami. Težje je namreč najti podmornice, kot pa raketne baze na kopnem. Raketne baze so namreč vidne s satelita, zato sovražnik ve, kje so. Ampak podmornica je skrita pod morjem. Lahko je v Atlantskem oceanu, lahko je v Tihem oceanu ali pa v Arktiki. In ker sovražnik ne ve, kje je, so vedno previdni. In včasih tudi sovražnik z najbolj sodobnim obveščevalnim sistemom ni prepričan, kje točno se skriva. Zato je za velike jedrske sile podmornica najtežje uničiti. Po navedbah ameriške mornarice se raketa Trident 2D5 uporablja na podmornicah razreda Ohio v Ameriki in na podmornicah razreda Vanguard v Združenem kraljestvu. Pa raketa je zasnovana za strateško jedrsko odvračanje, kar pomeni, da to ni navadno orožje. Prisotna je zato, da odvrne sovražnika od začetka jedrske vojne. Združeno kraljestvo pa ima po uradni izjavi svoje vlade politiko, ki jo imenujejo neprekinjeno odvračanje na morju. Že od leta 1969 si prizadevajo, da bi vedno imeli eno jedrsko oboroženo podmornico na morju. To pomeni, da tudi če je vse tiho, tudi če ni nobenih novic, tudi če je življenje ljudi na površju normalno, imajo eno podmornico, ki je potopljena nekje in je pripravljena ukrepati, če pride do hude nacionalne izredne razmere. Podobno logiko ima tudi Francija. Po navedbah francoskega ministrstva za oborožene sile uporabljajo svojo raketo M51, da ohranijo verodostojnost svojega pomorskega jedrskega odvračanja. Preprosto povedano, želijo pokazati, da tudi če jih kdo napade, imajo še vedno način, da odgovorijo iz morja. Svojo lastno podmorniško silo imajo tudi Rusija, Kitajska in Indija. Ni treba podrobno opisovati vsake rakete in vsake številke, saj je veliko teh informacij zaupnih ali se spreminjajo. Jasno pa je, da te države vlagajo v podmornice, ker vedo, da najmočnejše orožje ni vedno tisto, ki je najbolj glasno. Včasih je najmočnejše orožje tisto, ki ga ne vidiš. In to je pravzaprav naloga jedrske podmornice. Ni ji treba, da se pokaže. Ni treba groziti vsak dan. Dovolj je, da svet ve, da obstaja. Ker se sovražnik ve, da obstaja podmornica, ki lahko preživi prvi napad, jim je veliko težje začeti vojno. To je podobno temu. Če imata dve osebi vsak v rokah zelo močno orožje, bosta oba dvakrat premislila, preden bosta ukrepala. Ker vesta, da če eden napade prvi, to še ne pomeni, da je varen. Še vedno sledi povračilni napad. In v jedrski strategiji je to razlog, zakaj so podmornice izjemno pomembne. Niso narejene za vsakodnevno uporabo, temveč so zaščita države. Toda medtem, ko govorimo o moči orožja, obstaja eno bolj preprosto vprašanje. Kako ljudje v notranjosti zdržijo dolgo časa pod vodo? Kajti ne glede na to, kako napredna je podmornica, so v njej še vedno ljudje. Še vedno morajo jesti, še vedno morajo spati. Še vedno morajo delati v ozkem jeklenem prostoru, medtem ko je nad njimi več 100 metrov vode. Pravzaprav tudi če je podmornica na jedrski pogon, obstaja ena stvar, ki je reaktor ne more proizvesti – hrane. Zato v resničnem življenju omejitev podmornice ni elektrika, ne zrak, ne voda, ampak hrana. Preden odidejo na misijo, napolnijo podmornico z zalogami. Tisoče konzerv, zamrznjena hrana, suha živila in druga hrana se vnesejo skozi majhne lopute. Ker je prostora malo, skoraj vsak prazen kotiček uporabijo za shranjevanje. Hrana je ob hodniku, hrana je pod pogradi, hrana je v kotih. V prvem delu patrulje se včasih zdi, kot da posadka hodi po svoji lastni trgovini živili, in to ni majhna skupina. Posadka jedrske podmornice lahko šteje več kot 100 ljudi. Vsak dan jih je treba nahraniti z zajtrkom, kosilom, večerjo,
Včasih pa je še pozni nočni obrok za tiste, ki so na nočni izmeni. Zato je kuhinja v podmornici zelo pomembna. To ni le hrana, ampak nujna potreba. In ko več mesecev nimaš sončne svetlobe, svežega zraka, zasebnosti in vsak dan vidiš skoraj iste stvari, je dobra hrana v veliko pomoč, da posadka ostane mirna. Zato v številnih mornaricah zelo resno izbirajo kuharje za podmornice. Kuhati morajo znati dobro, tudi če je prostor omejen. Hrano morajo dobro načrtovati in zagotoviti morajo, da pomembne zaloge ne poidejo prehitro. Na začetku patrulje najprej pojedo sveže sadje in zelenjavo, ker se to hitreje pokvari, nato pride na vrsto zamrznjena hrana. V zadnjem delu misije pogosteje jedo konzervirano in trajno hrano, zato postaja jedilnik s časom vse bolj preprost in ponavljajoč. A kljub temu je hrana še vedno pomembna. Pod vodo namreč dober obrok ni razkošje, namesto tega je počitek, je tolažba. To jih opominja, da so kljub temu, da so v jeklenem svetu, še vedno ljudje. A tudi če je posadka sita, je še ena stvar, ki je pomembnejša za preživetje podmornice. Tišina. Pod vodo je hrup kot luč v temi. Če te slišijo, te lahko najdejo. Če te najdejo, te lahko zasledujejo. In če te zasledujejo, lahko postaneš tarča. Zato pri podmorniškem bojevanju prava obramba ni debelina jekla, prava obramba je tišina. Kot pravijo, so sodobne jedrske podmornice narejene tako, da so izjemno tihe. Celotna zasnova podmornice je osredotočena na zmanjšanje hrupa. Propeler ali črpalno-reaktivni pogon je narejen tako, da ne povzroča zlahka vibracij. Stroji v notranjosti so nameščeni na posebnih nosilcih, da se hrup ne širi po trupu podmornice. Tudi gibanje posadke je disciplinirano, ne moreš kar tako kričati. Ne smeš kar tako trkati z opremo, ne smeš kar tako povzročati hrupa, še posebej, ko je podmornica na občutljivem območju. Ker pod vodo lahko že najmanjši zvok postane namig. Ocean je sam po sebi hrupen kraj. So valovi, dežuje na površju, so kiti, so druge ladje, obstajajo naravni zvoki z morskega dna. Zato je cilj podmornice, da se zlije s hrupom oceana, tako da je skoraj ni mogoče opaziti. Kot senca v temi, je tam, a je ne vidiš. Premika se, a je ne slišiš. In bolj kot je podmornica tiha, bolj postane nevarna. Kajti najnevarnejši sovražnik ni tisti, ki se vedno pokaže, ampak tisti, ki je že dolgo okoli, pa to izve šele prepozno. Toda podmornice včasih niso bile tako tihe. V zgodnjih letih hladne vojne, še posebej v 50. in 60. letih, je bila večina jedrskih podmornic še zelo hrupna. Motorji so brneli, turbine so povzročale vibracije. Zvok je povzročal tudi vrteči se propeler in vsi ti majhni zvoki so se širili po vodi. To je bil problem, ker se zvok v morju zelo hitro širi. Pod vodo zvok potuje dlje kot po zraku. Zato so v času hladne vojne operaterji sonarja pogosto zaznali prihajajočo podmornico že na zelo velike razdalje. Po nekdanjih vojaških poročilih in zgodovini podmornic so bile nekatere sovjetske podmornice včasih veliko glasnejše kot sodobne podmornice danes. Včasih so izkušeni sonaristi celo prepoznali, katera vrsta podmornice prihaja samo na podlagi zvoka njenega motorja, podobno kot prepoznavanje glasu neke osebe. Toda z napredkom tehnologije so podmornice postajale vse tišje. Danes je skoraj vsak del sodobne jedrske podmornice zasnovan tako, da zmanjšuje hrup. Peške stroje v notranjosti niso neposredno pritrjene na trup podmornice. Opremljeni so s posebnimi blažilniki tresljajev in gumijastimi nosilci, da se vibracije ne širijo. Preprosto povedano, kot da bi pod stroj dali blazino, da ga zunaj ne bi bilo slišati. Tudi reaktorski sistemi so zasnovani tako, da so tišji. Nekatere sodobne podmornice uporabljajo hladilne sisteme, ki med normalnim delovanjem ne potrebujejo tako močnih črpalk. Zaradi tega se zmanjša hrup v notranjosti. Spremenili so tudi propeler. Namesto običajnega propelerja veliko novih podmornic danes uporablja pump jet sistem. Ta je tišji med delovanjem, težje ga je slišati, težje ga je najti. Tudi zunanjost podmornice ima poseben premaz. Po vojaških obrambnih poročilih imajo nekatere podmornice gumijaste plošče, ki pomagajo absorbirati sonarne valove na trupu. Če se manj sonarnih signalov odbije nazaj, je težje ugotoviti, kje je podmornica. In to je pravzaprav njihov glavni cilj. Ne hitrost, ne moč, ampak postati nevidni in neslišni. Zaradi podmorniškega bojevanja, če te sovražnik opazi, je to že velika težava.
Zato velike države porabijo milijarde dolarjev, samo zato, da bi njihove podmornice postale še tišje. In čeprav je tehnologija danes zelo napredna, je to še vedno izjemno težak vojaški izziv. Najti podmornico, ki se resnično noče pustiti najti. Toda medtem, ko je v podmornici okoli zelo tiho, je ena stvar, ki je presenetljivo zelo pomembna za vsakdanje življenje posadke, in to je hrana. Po mnenju številnih mornaric je okusna hrana res zelo pomembna za ohranjanje dobrega duševnega stanja posadke. Kljub temu, tudi če imajo hrano in urejen sistem v notranjosti, imajo podmornice še vedno en velik problem, ki ga do danes ni lahko rešiti, in to je komunikacija. Ko je podmornica pod vodo, je njena povezava s svetom na površju skoraj popolnoma prekinjena, in razlog za to je preprost. Radijski valovi težko prodrejo skozi morsko vodo. Na kopnem je komunikacija z radijem hitra, toda pod vodo je to povsem druga zgodba. Signal hitro oslabi, ko prehaja skozi morsko vodo. Zato je običajni vojaški radio skoraj neuporaben, ko je podmornica globoko pod vodo. Zaradi tega nekatere mornarice uporabljajo zelo nizke frekvence oziroma VLF signale. Obstajajo tudi sistemi z izjemno nizko frekvenco ali ELF sistemi. Ti signali so počasnejši, vendar lahko dosežejo globine pod morjem. Težava pa je, da je prenos podatkov izjemno počasen. Preprosto povedano je to kot zelo počasen internet. Včasih traja nekaj minut ali celo dlje, da pride kratko sporočilo do cilja. In če je ukaz dolg ali zapleten, ga je še težje poslati. Zato so vojske razvile poseben način, da lahko pošiljajo sporočila podmornicam. Ampak njegove zmožnosti so zelo omejene. Običajno se pošiljajo le kratka kodirana sporočila, ne dolgi pogovori, ne videoklici, ne komunikacija v realnem času. Včasih podmornica prejme le nekaj znakov ali kodnih besed in vsaka koda ima ustrezno navodilo. Po vojaških poročilih in mnenju obrambnih analitikov je ena najpomembnejših vrst sporočil za nujne ukrepe. To je vrsta kodiranih navodil, ki se uporablja v najresnejših situacijah. Sem spadajo tudi možni ukazi za izstrelitev jedrskega orožja. Zato je bil celoten komunikacijski sistem jedrskih podmornic zasnovan tako, da zagotovi, da bo kritično sporočilo prispelo tudi, če so še vedno pod vodo. Toda obstaja težava. Ko želi podmornica poslati bolj jasno sporočilo ali prejeti več informacij, se mora dvigniti bližje površju. Ne pride povsem na površje, ampak dovolj, da lahko dvigne anteno nad vodo. Ko se to zgodi, takrat sprejemajo satelitske prenose in pošiljajo odgovore. Nato pa se hitro potopijo nazaj, kajti dlje kot so blizu površja, večja je možnost, da jih sovražnik opazi. Lahko jih zazna radar, lahko jih opazijo nadzorni letali, signalu lahko sledijo, zato so zelo previdni vsakič, ko se približajo površju. Hitro, tiho in skrbno načrtovano. Kajti že nekaj minut izpostavljenosti pomeni veliko tveganje za podmornico. Toda pod vodo ni težka samo komunikacija, ampak tudi navigacija. Za običajnega človeka je uporaba GPS-a enostavna. Samo odpreš svoj mobilni telefon in takoj vidiš, kje si. Toda v podmornici ni tako preprosto. GPS ne deluje v globoki vodi, ker satelitski signali ne morejo dobro prodreti skozi morsko vodo. Zato, ko je podmornica pod vodo, ne more določiti svojega natančnega položaja s pomočjo satelita. In si predstavljaj, kako težko je to. Okoli je tema, ni cestnih znakov, ni luči, ni gora ali stavb, ki bi jih lahko uporabil kot orientacijo. Povsod naokoli je samo voda. Torej, kako vedo, kje so? To je zaradi izračunov in izjemno občutljivih instrumentov. Glavni sistem, ki ga uporabljajo podmornice, je inercialni navigacijski sistem. Preprosto povedano, ta sistem meri vsak premik podmornice, vsak zavoj, vsako pospeševanje, vsako spuščanje ali dvigovanje. In iz tega izračuna, kje se podmornica nahaja glede na njeno zadnjo znano lokacijo. Tako nekako. Če veš, kje si začel in veš tudi, kako daleč in kako hitro si se premikal, lahko ugotoviš, kje si zdaj. Toda s časom sistem postopoma začne delati majhne napake in dlje kot traja misija, večja postane ta napaka. Zato je včasih treba posodobiti položaj podmornice. Včasih se dvigne blizu površja, da ujame GPS signal. Ob drugih priložnostih uporabljajo sonar, da primerjajo morsko dno z zemljevidi morskega dna. To je kot primerjanje prave zemlje z zemljevidom.
Vse to je pomembno, ker podmornica ne sme izgubiti smeri, ne sme trčiti v morsko dno, ne sme se zmotiti glede svojega položaja. Še posebej, če gre za strateško raketno podmornico. Da bi raketa zadela cilj, mora podmornica natančno vedeti svoj položaj, preden izstreli. In medtem, ko o tem šele razmišljamo, je pod morjem še en bolj strašljiv sovražnik – pritisk. Bolj ko se podmornica spušča globje, večja je teža vode okoli nje. Na površju morja je pritisk normalen. Toda bolj ko se spuščaš, večja je sila, ki pritiska na podmornico iz vseh smeri. In to ni majhna sila, zelo je velika. Kot da bi nekaj zelo težkega pritiskalo na vsak del ladje. Zato je trup podmornice narejen iz zelo močne kovine. Po poročilih obrambnega inženirstva se za tlačni trup podmornic uporablja posebno visokotrdnostno jeklo. To je najpomembnejši del ladje. To je dobesedno tisto, kar zadržuje izjemno velik pritisk oceana. Vsak zvar, vsak kos jekla, vsaka vrata, vsaka odprtina, skozi katero gredo cevi in kabli, vse to mora biti izjemno trdno. Ker če samo en majhen del odpove, ko je podmornica globoko, so lahko posledice katastrofalne. Če pride do velike razpoke v trupu, ko je podmornica na veliki globini, bo voda vdrla z izjemno silo. Inženirski strokovnjaki pravijo, da lahko pri takšnem pritisku voda vdre izjemno hitro in z veliko silo. Zato so pri inženiringu podmornic pregledi izjemno strogi. Večkrat preverjajo jeklo, pregledajo zvarne spoje, testirajo trup, preden dovolijo uporabo. Ker lahko pod vodo majhna napaka povzroči veliko tragedijo. Pri letalu je včasih še možnost za zasilni pristanek, če pride do težave. Ampak pri podmornici, ki je v zelo globokem delu morja, je to povsem druga zgodba. Če popusti trup, je včasih le nekaj sekund, preden podmornica popolnoma izgine. Zato je za podmorničarje tlačni trup njihova življenjska opora. Dokler je trup cel, imajo zaščito pred težo celotnega oceana. Ko pa ta odpove, je to njihov konec. Toda v podmornici se posadka ne boji samo vode, včasih je ogenj še bolj nevaren. Sliši se nenavadno, saj so pod morjem. Toda če v podmornici izbruhne požar, to ni navaden požar. V podmornici ni to preprost požar, prostor je zaprt, hodniki so ozki. Veliko je žic, strojev, olja, plastike in opreme. In kar je najpomembnejše, vsi dihajo isti zrak. Ko je prisoten ogenj, hitro porablja kisik. Ko se pojavi dim, ta hitro napolni celoten oddelek. In ko je prisoten strupen plin, lahko zrak v notranjosti postane nevaren že v nekaj minutah, zato požarna vaja na podmornici ni šala. Vsa posadka, od najvišjega častnika do najnovejšega mornarja, mora znati gasiti požar. Vedeti morajo, kako uporabljati dihalno opremo. Vedeti morajo, kako zapreti prekat. Vedeti morajo, kako preprečiti širjenje požara, preden se razširi, kajti pod vodo ni gasilskega vozila, ki bi prišlo na pomoč. Ni lahko pobegniti. Ni odprtih oken, skozi katera bi lahko izšel dim. Če pride do požara, so oni tisti, ki se morajo soočiti z njim. In če ga ne ustavijo takoj, je lahko v nevarnosti cela podmornica. Tako težko je življenje pod morjem. Čeprav je zunaj tiho, je znotraj vedno prisotno tveganje in med hladno vojno je postal svet podmornic še bolj nevaren. Takrat niso samo patruljirali. Opazovali so drug drugega. Skrivali so se drug pred drugim. Sledili so drug drugemu. In včasih so bili tako blizu drug drugemu, da ljudje zgoraj tega sploh niso vedeli. V času Amerike in Sovjetske zveze se je velik del njihovega boja odvijal pod morjem. Tega ni bilo videti na televiziji, o tem ni bilo slišati v novicah. Toda pod gladino Atlantskega, Tihega in Arktičnega oceana so podmornice tiho iskale sovražnika. Cilj napadalnih podmornic je bil preprost, a nevaren. Poišči sovražnikovo raketno podmornico, sledi ji, ne da bi te opazili, poslušaj njen zvok, ugotovi njeno gibanje. In če bi izbruhnila jedrska vojna, bi bili oni prvi, ki bi poskušali to ustaviti, še preden bi lahko izstrelili rakete. Tako težko je bilo. Podvodna vojna med hladno vojno je bila izjemno napeta. Ena napačna poteza in nekdo bi lahko slišal. En sam zvok iz stroja in položaj bi bil lahko razkrit. En napačen obrat in dve podmornici bi se lahko približali na nevarno razdaljo. In ker so v igri jedrska orožja, se lahko vsaka majhna napaka hitro poveča. Veliko podrobnosti o takšnih operacijah je še vedno zaupnih do danes. Zato se je veliko članov posadke vrnilo z takšnih misij, ne da bi sploh smeli povedati svojim družinam, kam so šli ali kaj so počeli. Tiho so delali pod morjem,
Iho so stražili in tiho so nosili breme misijem, ki bi lahko odločila o usodi številnih držav. Toda ne glede na to, kako dobra je posadka in kako napredna je podmornica, se še vedno zgodi, da se ne vrnejo, kajti morje ne odpušča. Ko podmornica izgine v globokem delu oceana, jo je včasih zelo težko najti. Ni svetlobe, zelo globoko je, neizmerno prostrano in razbitine so lahko raztresene po dnu morja kot majhni koščki v ogromnem svetu. Eden najbolj znanih primerov je ameriška podmornica USS Scorpion. Po zapisih ameriške mornarice je izginila 22. maja 1968, ko se je vračala z misije. Na krovu je bilo 99 članov posadke. Ni prispela v Norfolk v Virginiji. Začela se je velika iskalna operacija, a minilo je še nekaj mesecev, preden so razbitine našli na dnu Atlantskega oceana blizu Azorov, na globini približno 10.000 čevljev. Do danes se še vedno razpravlja o pravem vzroku njenega izginotja. Obstaja uradna razlaga, ki je povezana z okvaro torpeda. Vendar obstajajo še druge teorije, ki jih ni bilo mogoče dokazati. Jasno je le, da se 99 ljudi na krovu ni nikoli vrnilo domov. Isto leto je v Tihem oceanu izginila tudi sovjetska podmornica K-129. Po deklasificiranih poročilih je to povzročilo eno najbolj skrivnih in najbolj ambicioznih operacij CIA med hladno vojno. Poimenovali so ga projekt Azorian. CIA je izdelala veliko ladjo za dvigovanje razbitin, ki je bila videti kot običajna ladja za iskanje mineralov v morju, a pravi namen te ladje je bil poskusiti dvigniti del potopljene sovjetske podmornice z izjemne globine Pacifika. Po deklasificiranih materialih CIA so uspeli pridobiti le del podmornice, številne podrobnosti pa še vedno niso bile v celoti razkrite javnosti. To kaže, kako pomembne so bile podmornice v času hladne vojne. Tudi če je ladja potonila, so skrivnosti, ki jih nosi, še vedno dragocene. In 12. avgusta 2000 je svet pretresla še ena podmorniška nesreča. Ruska podmornica Kursk je potonila v Barentsovem morju med vojaško vajo. Po uradni ruski preiskavi, omenjeni v številnih poročilih, naj bi se vse začelo z eksplozijo torpeda v notranjosti podmornice. Vsi 118 članov posadke je umrlo. Še huje pa je, da so nekatera poročila nakazovala, da je nekaj članov posadke morda preživelo prvi eksploziji, a jih niso pravočasno rešili. Zaradi tega je svet še bolj spoznal, kako težko je reševanje iz podmornic. Ko se nekaj slabega zgodi pod morjem, ni dovolj, da veš, kje je podmornica. Prav tako moraš tja priti hitro, moraš odpreti loputo, moraš se boriti s pritiskom, mrazom, temo in časom. In pogosto je čas največji sovražnik. To je težka resnica. V življenju podmorničarjev, ko je vojak na kopnem, ima možnost, da ga najdejo. Ko pilot strmoglavi, ima možnost, da ga rešijo. Ampak ko podmornica izgine pod morjem, včasih ni telesa, ni razbitin in ni jasnega odgovora, ki bi ga lahko vrnili družini. Zato vsaka podmorniška patrulja prinaša tiho nevarnost. Ne samo zaradi sovražnika, ampak tudi zaradi samega kraja, kjer delajo. Temen, hladen in izjemno globok svet, kjer če gre kaj narobe, včasih kar morje samo skrije celotno zgodbo. To